Spoštovane tovarišice in tovariši, dame, gospodje, dragi otroci osnovne šole Ljubečna. Danes, ko se ob prazniku dan spomina na mrtve srečujemo na komemoracijah, ob grobovih, ob spomenikih, na pokopališčih ali se s tem dejanjem poskušamo vsaj malo obdožiti vsem tistim padlim, mučenim žrtvam nacističnega in fašističnega terorja v letih 1941-1945. Želimo se spomniti njih, padlih, ubitih v taboriščih, streljanih, vseh tistih, ki so svoja mlada življenja žrtvovali, da smo mi danes svobodni v lastni državi Republiki Sloveniji in člani velike skupnosti narodov v svobodni združeni Evropi. Brez partizanskega boja, brez odpora Osvobodilne fronte slovenskega naroda, pa tudi brez podpore antifašistične zveze slovenskih žena, brez nebroj pogumnih in opornih slovenskih domoljubov, se danes ne bi pogovarjali o slovenski komisarki v Evropski komisiji ali o nalogah nove slovenske Cerarjeve vlade. Verjetno bi bili iz zemljevida Evrope izbrisani kot narod, asimilirani, pobiti ali razseljeni. Vendar danes ne gre le za spomin na vse padle in umrle in na način ter vzrok, zakaj so umrli, temveč danes gre predvsem za resen opomin vsem nam, ki danes korimo našo sedanjost in našo bodočnost, posebej pa tistim, ki imajo dan danes v rokah oblast in moč, da nam krojijo naš vsakdanjik in pot v bodočnost. Vrednote narodnostnega boja, kot sta poštenost in borba za boljši jutri, za socialno in do vseh ljudi enako pošteno pravno državo, so danes še posebej aktualne. Zato je naloga vseh nas, ki nam ni vseeno, kako živimo danes, ne samo borcev za vrednote narodnostnega boja, ampak vseh ljudi naše skupnosti, da te vrednote širimo in se jih držimo. Ne samo v besedah, temveč posebej v dejanjih. V dejanjih solidarnosti, strpnosti in medsebojnega spoštovanja in sodelovanja. Slovenska zemlja je polna spomenikov iz narodnostnega boja, polna grobišč in obeležij, kjer ob koncu oktobra in začetku novembra zagorijo žalne svečke in so položeni venci in rože v spomin. Tudi v mestni občini Celje je tako. Saj imamo pri nas v občini kar 63 spomenikov in spominskih obeležij iz narodnostnega boja, za katere v uspešnem sodelovanju z mestno občino Celje skrbimo borci na terenu. Krajevne organizacije Združenja borcev za vrednote narodnostnega boja, v katere se vsako leto vključujejo tudi mladi, vsako leto prirejajo komemoracije z namenom spomina in opomina, ki sem ga omenil že na začetku. Zato bi se rad ob tej priložnosti zahvalil predsedniku vaše krajevne organizacije Borca za vrednote narodnostnega boja Ljubečna, tovarišu Martinu Groseku, in celotnemu vodstvu krajevne organizacije ter krajevne skupnosti za uspešno vodenje in organiziranje vsakoletnih komemoracij v Trnovljah, Škofji vasi in tu na Ljubečni. Posebna zahvala gre tukaj tudi za sodelovanje učenk in učencev osnovne šole Ljubečna. Hvala vam. V četrtek 30. oktobra 2014, se pravi naslednji teden, bomo ob 11. uri imeli pod pokroviteljstvom mestne občine Celje komemoracijo tudi v Starem Piskru v Celju. Ob 13. uri pa ob grobnici narodnih herojev na Golovcu, kamor vas vse skupaj ljudno vabim.
v delegaciji mestne občine Celje, ki bo 1. novembra prisostvovala na komemoraciji na pokopališču v Gradcu, pa bo prisostvoval vaš sokrajan, naš podpredsednik združenja, tovariš Branko Verdev, ki mu ob tej priložnosti čestitam tudi za izvolitev za svetnika mestne občine Celje. Aplavz, prosim. Branko, čestitam. Prosim, da ob koncu tega mojega nagovora z enominutnim molkom, z minuto tišine posvetimo spomin vsem mrtvim iz druge svetovne vojne, zlasti pa tistim, ki so za našo svobodo žrtvovali svoja življenja.